začel? Ja. Na? Kdo še prej? Čakamo še, da bo postavil kamerica. Tako je, čekaj, če gremo reči, da začnemo. Sad zameni. Kje znam kaj? Ne, tam malo bolj umazan. Kada oni ve. Zameni mi... Ne ve. Bom jaz. Gremo začnemo. Zakaj prišel domov narobni? Lep pozdrav in dobrodošli, spoštovani predstavniki medijev. V naši družbi pozdravljamo selektorja moške članske reprezentance Rada Trifunovića, reprezentanta Eda Murića ter direktor reprezentance Mateja Likarja. Kot ste že seznanjeni, je pred moško reprezentanco 5. cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019. Reprezentanca se zbere v ponedeljek v Ljubljani, v četrtek 29. novembra slovenska reprezentanca gostuje v Ukrajini. Tekmo ob 18. po slovenskem času in pa v nedeljo 2. decembra v Stožicah na Telemahovem spektaklu. Še domača tekma z Latvijo ob 17. uri. Za uvod bi par besed prosil direktorja reprezentance Mateja Likarja. Za začetek še beseda dve o pravkar končanih kvalifikacijah za žensko evropsko prvenstvo, potem pa o načrtu priprav moške reprezentance. Hvala, najprej pozdrav še z moje strani. Včeraj smo se vrnili iz obeh ženskih tekem, uspešno, verjetno že veste, da smo prišli drugič zapored na evropsko prvenstvo s članicami, tako da bi rad izkoristil priložnost in ob tem čestital vsem puncam in štabu celmu, ki je bil s temi puncami zraven v teh kvalifikacijah. Delo so opravili super in tudi rezultat je tako, ker smo si ga vsi zaželeli. Če se pa dotaknemo samo moške tega cikla, je pa to verjetno rekorden cikel, rekordno kratek. To bo najbrž največ sivih las povzročilo selektorju. Praktično nas do odhoda v Ukrajino čakajo samo 3 treningi. Več nam žal zaradi samega sistema ne uspe, ne moramo in bomo z tega zvlekli maksimus, kar se bo dalo. To je to, hvala. Hvala lepa, pa preidemo kar na oba akterja. Najprej selektor Rado Trifunović, da razkrije seznam vabljenih kandidatov. Lep pozdrav tudi z moje strani. Lep pozdrav. Zdaj ste dobili spisek v roke, vidite, da v bistvu ni kaj velikih sprememb, še zmeraj bomo v postavo uvrstili nekaj mladih igralcev. Bi vam prvi razložil že rečemo odsotnost Vidmarja, Zagorca, Rupnika, ki se je sigurno pričakovali, mogoče ste vi pričakovali, da bi bili gor. Vidmar je situacija taka, da so se midva pogovarjala 2-krat, 3-krat, če Matej je bil zraven športni direktor. Izrazil je željo, pravi, da je res rabi malo pauze, da bo vsak dan prišel prav in je izrazil željo, če lahko počiva in da naj tudi posledično dobijo tudi mladi igralci zaradi tega prednost in sploh priložnost. Seveda sva se dogovorila tudi, da v nadalje bo pa on vedno prisoten spet v reprezentanci, če bo le zdrav. Tako da on ni zaključil reprezentančne kariere, on si še želi igrati z reprezentanco. Prav tako sva se i Sašo Zagorcem pogovarjala, tudi Sašo Zagorec je rekel, naj dobijo priložnost mladi, sam je rekel. Vemo, da Sašo je bil pomemben člen tega tima, ne toliko na parketu, kakor izven parketa. In vedno je bil dobrodošel. Rekel je, če boš daj kaj potreboval kot selektor, sem vedno na voljo, ampak da bi pa zdaj res da priložnost, da ne grejo pa igrati mladi. Z Rupnikom sta bila pa ravno na vezi temu tednu, Rupnik je pa pač malo neto tetivo, igra samo tekme, skoraj nič ne trenira in seveda, da klub zahteva sanacijo, pa da ne more priti sem na reprezentanco z poškodovanj. Tako da to je pa ta spisek, ki ga vidite pred sabo, plus tega bomo pa še na teh treningih, teh 3 treningih, ki jih bomo imeli, bo pa z nami treniral še Zoran Dragić.
To je to. Hvala za enkrat, Rado. Predamo besedo še Edu Muriču, ki kot vidite iz seznama je že kar starosta te izbrane reprezentance. To dela, zdaj dela. Lep pozdrav vsem skupaj. Glede na to, da jaz tudi zdajle prvič idem spisati, tako kot vsi vi, mislim, vse sem približno že vedel, kdo bo, kdo ne bo, je težko karkoli reči, no, tako da spisek imamo, zdaj bo veliko odvisno od tega, kako se bomo zbrali sicer. Je že Matej rekel, da je rekordno kratka akcija, se pravi 3 dni treninga in bo veliko odvisen že samo od tega, no, tako da v 3 dneh, 3 treningih v bistvu, no, nam bomo mogli kaj veliko narediti. Jaz sam upam, da vsi te fantje, ki bodo prišli, da so zdravi in pripravljeni, da pustimo na parketu srce, damo 100% in gremo vsako tekmo posebej in probamo narediti največ, kar se da. Tako da to je zaenkrat to, pa bomo videli, kako bo. No. Hvala lepa, Edo. Zdaj bi pa kar z vašimi vprašanji. Edo. Nikolič Aleksej, ja. Vemo, da smo imeli v zadnjem oknu, v septembrskem oknu, avgusta, september, vemo, kako je bilo, da smo dobili strani Nikoliča in strani, rečemo, Šiškota 5 do 12 odpoved. Zdaj to, da vam nekaj razložim, jaz sem z obema se pogovarjal, Nikoliča sem obiskal v Beogradu, sem šel z njim na kosilo, da se z njim dobim, sem se pogovarjal z njim, Šiškotom sem se pogovarjal preko telefona, se pač nisem mogla uskladiti. Ampak, glejte, reprezentanca, da vam tako povem, reprezentanca nikakor ne sme biti zamrljiva, ne, to vsi vemo, ampak eno težo pa eno avtoriteto pa reprezentanca mora imeti. In sem se odločil, da jih pač ne bom dal gor na seznam. Ali je to kazan, ni kazan, to ne si sami razlagajo, ali je to en del vzgoje, ali ne vem karkoli, ampak pa ne zdaj, da ne bo kakšen gledal, da jaz to osebno gledam, da moram jaz imeti avtoriteto na tak način, pa to ne. Reprezentanca sama mora imeti težo pa avtoriteto in to mislim, da je prav. In zaradi tega sem se tudi jaz tako odločil. Sem pa z obema opravil razgovor in obema je tudi jasno, kaj sem vam povedal, kako je in na koncu se tudi nekje strinjata s tem. Ne? Pa ne strinjata, da nista v postavi, seveda hočeta biti v postavi vedno, vsak hoče biti reprezentanca, ampak da veste, jaz sem vam vse razložil, vse odkrite karte smo imeli z obema, ko sem se pogovarjal, že tukaj vidite, da ni reprezentanca zamrljiva, ne? Da pač, če bi bila zamrljiva, se ne bi niti z njim pogovarjal. Drago. Ja, lej, jaz sem rekel, a se to vzame kot disciplina ali kazan ali ne kazan, še enkrat bom povedal, reprezentanca mora imeti težo pa avtoriteto, ne more se z reprezentanco, ok, če pride do odpovedi, ampak če je to malo prej pa spalano na lepši način, če pa ti dobiš 5 do 12 odpoved, pa ni glih najboljša. In vsekakor se jaz sam, dokler bom selektor, se jaz sam zavedam, da nočem, da prihaja do podobnih situacij, kot je bila z Udrihom. In potem pride na veliko, ne vem kaj, tokrat je odpovedal, nočem tega, ne želim tega, zato se šel pa tudi z njima osebno pogovarjati. No? Miha Škedel je na seznamu, ne na temu, na unmu širšem seznamu, je med rezervisti. Ga pa sigurno spremljam podrobno in dobro igra. Lejte, se jih lahko tudi pokličete, boste videli, se bo isto povedali. Jaz sem vam sam razložil, kako ne bi reprezentanca izgledala. Jaz sem sam povedal, zakaj mora imeti reprezentanca težo. Vse sta se strinjala. Povedal sem jima tudi, da karkoli imaš ti v glavi, dej povej 14 dni prej, ker si 14 dni nazaj že vedel v bistvu o tem, ali pa 3 tedne nazaj. Pa se bo lažje spalal, bolj gladko se bo spalal, pa vse, ne pa da je zadnji moment.
da v bistvu ti prekrivaš, a boš prišel ali ne. Zdaj ne vem, je bilo to prekrivanje ali bo res tako nejasnosti pri njima samima. Tako da, ne, normalno sta razumela pogovor, normalno sta razumela stvari in v bistvu mislim, da celo centa, da sem se odločil, da sem prišel do obiskati. Jaz sem šel prav z namenom, da sem obisku Nikoliča zaradi tega pogovora, pa seveda sem šel tudi z namenom, da pogledam tudi obiščem Repca, ker je prav tako v Beogradu. Verjetno ni kriterij, kdo je reprezentanc obstaja, verjetno se tudi za to Špano vrsto gor, ki igra odlično. Kako pa to, da recimo Kosi gor, ki moški praktično... Ne igra. Ja, Kosi je gor zaradi, sami veste, da imamo problem z višino pri naši reprezentanci, se pravi slovenskih igralcev visokih ni. Kosi je eden teh, ki je visok, ne vem, sami mi povejte, če je kakšen drug, mogoče še Fifold, ja, ampak pa ne igra. Mi ga pa vseeno želimo sprobati, kaj pa če je na tem nivoju? Mi zdaj ne vemo, a je ali ni. A ne? Zakaj ne igra v klubu, je odločitev trenerja v klubu, a ne? Zakaj mogoče pripeljajo tujca na njegovi poziciji, če je on Slovenc, a ne? Pa da bi lahko igral. To zdaj vse je relativno, tega se ne moram imeti v politiko kluba, v politiko trenerjev, pa niti ne ocenjujemo, je to prav ali narobe. Zaenkrat je prav, ker zmagujejo, a ne? Ampak ga pa želim videti, a ne? Kako pa te dejansko v bistvu skrbi ta igra pod obročem, glede na to, da je malo visokih igralcev, pa še te, kako pravimo, ne igrajo, Ja. nimajo kluba, pa je bilo to že problem mogoče tudi v kvalifikacijah? Ja, to je bil vedno večni problem pri nas v kvalifikacijah. Vemo, da pred leti smo imeli visokih, kakor smo hoteli, ne, zapravo Brezec, Smodiš, Rašo in tako dalje, Lorbek, zberu si jih lahko, ne. Zdaj pa tega žal nimamo, ne. Zdaj edini ta pravi visoki center težkaš sta dva, Dimec pa Vidmar, pa težkaša, ki lahko tečeta, no, sta taka, ta prava, da se znata pretepati dol, ne. Drugega nimamo, ne, sprav bo problem, ampak reševali bomo v bistvu ta del pod košem bomo mogli reševati z energijo pa z željo. Kot vemo, smo tudi na julijskem oknu, ko je bilo juni, julij, smo mogli tudi žrtvati, rečemo Edota, da je Edo igral pod košem na poziciji 5, pa delaš od tega, da se on to želi igrati, ampak jaz spoštujem, da se je igralec bil pripravljen žrtvovati in je igral na poziciji, ki mu niti mal ni pisana in se je boril tam in mogoče kakšnega skoka tudi ni dobil, ker so oni toliko višji, ampak se je boril in je sam sebe izpostavil, da je mogoče zdelo, da ni tako dober, kakor pa bi lahko bil na tej tekmi, a ne. In jaz to cenim, to sem že njemu tudi povedal in to je res velika stvar od igralca, če ga ti postaviš v tako neugodno pozicijo, ko bi do meni zdaj da vozim Formula 1, pa moram biti dober na tekmi, kako bom zdaj jaz tam dober, avto znam voziti Formula 1, pa ne vem, kako bo šlo, a ne. Tako da, ja, bomo imeli manjko, imamo, ampak, kot sem rekel, z željo, voljo bomo mogli ta del nadoknaditi. Aha, ja, pardon, ja, nisem povedal, dobro vprašanje. Marko je seveda tudi, Jurij je bil seveda tudi na spisku, tudi v pogovoru, tudi bil vabljen, da pride na reprezentanco, ampak žal se je njegov klub, on igra v bistvu v drugi ekipi. In njegov klub je pa v bistvu, matični klub je Euroligaški klub. So se odločili, ker so Euroligaški klub, da ga ne pustijo. Nikakor ni mogel speljati tega, mi smo tudi poskušali z raznimi maili, klici, ni bilo odziva in je bilo kar veliko dela narejenega na tem in so se odločili, kar je meni zelo žal, ker bi imeli še enega visokega tukaj, ne, ker je meni zelo žal, da ga ni, ampak tako je, zdaj vidimo, kakšna so ta okna, ta Fibina okna, to je vse res neregularno, to se pa nam več ponavlja, ker smo se pa vsak okna prej ponavljali. Franci. Tudi njega imamo namen skupaj s športnim direktorom iti obiskati, pa vse se pogovoriti. Ja. Mislim, da bo šla po novem letu, zdaj je to januar, februar, tu nekje. Ali pa celo marc, bo videla, kako bo najbolj s tekmami. Pa vse imamo pa v planu in tudi skupaj z generalnim sekretarjem smo se usedali, vse to je, pejta, morate iti obiskati, gremo obiskati. Jaka. Ja, za primanjkljaj tekem,
To je težko vprašanje. No. Bomo videli, kako je prvič smo v tej situaciji, ampak glede pripravljenosti pa mislim, da sem celo bolj pripravljen kot tisto prvo okno, ker sem imel težave že takrat s klubom, sem bil na stranskem teru. Zdaj se pripravljam, treniram tudi dvakrat na dan, enkrat na dan, tako da mislim, da sem bolj pripravljen, zdaj pa glede tega primanjkljaja tekem bomo pa videli, no. Bomo lahko to bolj komentirali po teh dveh tekmah. Več tekem bom poigral, ko bom najdu klub. Bomo videli, nekaj sem že imel, sem bil že v parih pogovorih, no, sam sem se odločil, da bom še malo počakal, glede na to, da bo zdaj tisti čas, ko se bodo menjali igralci. Nisem čutil, da bi bil kjerkoli klub, s katerim sem se pogovarjal, prava sredina in si ne moram sam sebi dovoliti, da bi še enkrat odigral slabo sezono, tako da zaenkrat mislim, nam rekel, da mi se ne mudi, ampak hočem narediti pravo potezo v svoji karieri. Edo. Ne, sem bil, takoj sem bil, ko sem ga videl, tekmo sem videl, da ga ni, prvi nisem videl na klopi po televiziji, ker sem gledal z televizije, pa sem šel takoj pogledat roster in sem videl, da ga ni na tekmi, sem mu takoj poslal sporočilo, če je narobe, tretji. Ne, imel je rahlo vročino, danes začne trenirati. Kako je pa kaj zdaj v bistvu, glede na to, da svetovno prvenstvo več ne moramo, koliko je te rezultatski naboj še prisoten? Mora biti maksimalen, zato ker mi bomo šli, vidimo, da igramo z mladimi, kako smo igrali, ampak ta glavna stvar, ki ti treniraš, je zmaga, ne? Na kakšen način boš prišel, sicer daješ priložnost tudi mladimi, ampak mlade tudi treniraš, kako je pride do zmage, ne? In se mora igrati z istim nabojem, z isto. Sej na koncu, če greš eno računico delati, mi vse zmagamo, ker bo zelo težko, recimo, ne? Ampak pa Latvija vse zgubi, pa Ukrajina kakšno zgubi tako, ko ne bi bilo treba, pa je spet neka igra, samo da Latvija vse zgubi, je malo težje, ne? Na to ne gremo več računati. Ja, mislim, da bi rabila vse. Ali pa mi jih moramo zmagati več kot, ampak vemo, da zdaj pač igramo z pomlajeno ekipo, ampak ja, na zmage gremo. Tudi če bomo zdaj izgubili dvakrat ali pa enkrat, pa naslednjo tekmo, spet gremo na zmago, sploh ni druge variante, ne. Zelo težko greš ti tekmo igrati, gremo igrati, da vidimo, kaj bo, ne. Imaš ti cilj pred tekmo, kaj se boš držal, česa se boš držal in kako želiš priti do zmage in to vedno mora biti. Tudi na treningu, ko igra ekipa proti ekipi, greš na zmago. Kako misliš, recimo, vse te odpovedi, pa menjanje ekipe, pa recimo, da je vsak let bolj mlada, pa tako, da se s tem ta kult reprezentance izgublja, ker se je kar dolg časa zgradil, ne? Ja. Pomembno vlogo igral tudi prvenstvo, da se pa nekako zdi, da se vse to ruši. Kako ti to gledaš? Ja, Rus se zaradi teh fibenih oken, se drugače ni. Sej, glejte, če bi bilo tako kot pri nogometu, ko se igrajo kvalifikacije, se nogomet zaustavil na celem svetu. In vsi morajo igrati. In so vedno vsi najboljši na kvalifikacijah, a ne. Pri košarki pa pač se je Euroliga odločila, ne, NBA ni šans, da bo pustil, FIBA se odločila, da kvalifikacije sred sezone. Verjemite mi, če bi bilo to še zmeraj tako, da se mi dobimo 25. julija, pa treniramo do 28. avgusta, pa potem 14 dni kvalifikacij, da bi ta kult ustajal čisto na istem, ne, se pravi, ampak sej mi se pa trudimo, da bo ta kult ustajal, sej nimamo prekrižene roke. Zakaj pa sem se šel jaz pogovarjati z Nikoličem v Beograd, zakaj? Ja, tudi zaradi tega kulta reprezentance v bistvu, ne. Zakaj bova šla obiskat Luko Dončiča? Zato, ker hočemo, da to obstaja, ne, se pravi, ne sedimo križem rok, pa kar bo. Moramo se mi boriti proti temu, kar je tudi v bistvu ratal s temi kvalifikacijami, pa v bistvu, kar je FIBA naredila s temi kvalifikacijami, ne. Še en aspekt tega, ne, zdaj imamo v reprezentanci nekatere mlajše igralce, ne, ki so zdaj zdravo med elito slovensko, recimo, ne, v klubih pa praktično ne igrajo, pa igrajo zelo malo, ne. Ja. Kar je lahko tudi za njihov razvoj kontradiktorno, ne, lahko si misli, da jaz sem zvezda, ne. Ne, ja, razumem vprašanje, ja. Ali tle obstaja neka komunikacija s klubi, zakaj tam ne igrajo in ali da bi lahko mogoče več, ker je to v interesu slovenske košarke, recimo, ne.
Ja, razumem vprašanje. Ja. Stvar je taka, da mi kot reprezentanca ali pa kot KZS se ne bomo nikoli in tudi se ni nikoli, saj jaz mislim, no, ne pomnim, da bi se mešali v politiko kluba. Pač klub ima svojega sponzorja, klub plačuje neke stvari, klub sam gradi svojo politiko, po drugi strani pa mi kličemo igralce, katerih vidimo prihodnost. A ne? In zdaj, če mi tega igralca pokličemo, gremo, ajde primer reči, da je Gregor Glas ali pa Kosi, ki ne igra. Tudi, ko bo on sem prišel, pa ko bo dobil priložnost, njega se tudi vodi na tak način, da ne misli, da je zdaj pa glavni frajer v mestu. Prav, on mora še zmer delati, pa garati naprej v svojemu klubu, pa se izbori to minutažo. Na kakšen način mora pa sam narediti, se mu pomagaš, pa mu rečeš, kje se potrudi se bolj v brambi tam, pet na skok, ko ni, ko mena pričakuje, take stvari deli. Ampak da bi se šli pa mi mešati, samo, se pravi na kratko, v politiko kluba se ne mešamo in se ne bomo mešali, kar je za moje pojme čisto pravilno, na drugi strani pa skrbimo, da igralci ostanejo na realnih tleh, pa da se probajo boriti za svoje mesto. Zdaj imamo recimo primer Kosi, ki so imeli perspektivo. Pred leti je bil tik pred Zajcem, da bi šel na veliko tekmovanje, zdaj še vedno je v bistvu tam, kjer je bil. Tako je. Tako, ja. Sej mi pa se, glejte, glede manjka visokih igralcev se moramo truditi okoli takih igralcev. Ne moramo mi zdaj kar odnehati, pa ne vem kaj. In je bil res ta zadnji odpadel, je bil zraven. Ampak mi še zmer bomo ustrajali. Zdaj, kako bo pa v klubu, je pa res odločitev kluba. Jaz to sploh ne morem komentirati, ker tudi ni fair, da bi jaz komentiral. Seveda je pa moja želja, da pa bi igral. Sam mora si pa res tudi sam narediti to stvar. Pa naj v bistvu na treningu tistega, ki je na njegovi poziciji tujca, naj bo boljši, naj pokaže, da je boljši. Ne, zaenkrat ne. V bistvu drugo leto, ko začnemo tudi s kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo, smo morali predvideti situacija, kaj bo zdaj s temi okni pa evroligaškimi igralci pa tako dalje. Tako da takrat bomo malo več razmišljali o tej naturalizaciji, ali bo naturalizacija, ali ne bo naturalizacija, ali karkoli. No. Ne bi zdaj preveč o tem govoril. Ampak kaj jaz vem, zdaj imamo, če tako pogledamo, če bo Euroliga uredila, da lahko igrajo, imamo še zmer naturaliziranega Randolfa pa Omića. Tako da, rekel je tudi takrat, da ga ne bo, pa je pa prišel. Pa se spomnite, ker sem jaz vsak oken posebej razlagal, da bo Randolf prišel. Pa sem bil že malo smotan, pa sem zgledal tak, da ko je ta neumen, ta se skozi nekaj govori, pa je pa prišel. Je, tako da mi seveda ne bomo čist odnehali. Radoš, ko smo v Glasu govorili, v bistvu se je zelo izkazal na teh tekmah, ki jih je reprezentanci odigral. Si mogoče razmišljal še o kom iz te generacije njegove, ali je bilo tukaj tudi malo disciplinsko zaradi pa mlajših selekcij? Ne, zelo blizu reprezentance in prejšnjega okna in tega okna, pa bi to zdaj povedal, ker me je glih drago, prej malo špiknil na hiter, je skozi škedel. Dobro igra, jaz ga spremljam, zelo dobro igra, imam ga non-stop tu nekje blizu in mislim, da ni delač od tega, da bo prišel kaj malo v reprezentanca, pa da bo igral. Sicer mora sam s temi igrami, pa s to željo, ki je zdaj trenutno kaže, da jo ima, kar res kaže, nadaljevati v svojemu klubu, je blizu. No. Ja, tudi. Ja, tudi vse je to, lejte, to je vse v planu, se vse spremlja. No. Drago? Ja, v bistvu nisem več špiknil, recimo, da sem letos gledal 15 tekem v tej sezoni, pa mi je padlo v oči. Nisem špiknil. Ne, pa dobro, nisem mislil tako špiknil, grdo špiknil, ampak da sem me spomnil in mi je celo všeč, da sem me spomnil, da sem zdaj malo več o njemu povedal. Zato, ker ga res spremljam, pa si zasluži, no, da se spremlja. Tako. Lucijan. Na svetovno prvenstvo posebnega povabila ni mogoče dobiti, ker je tudi sam sistem kvalifikacij tako nastavljen, da ni prostora. Je pa mogoče opcija, ampak je še prezgodaj o tem govoriti,
ker tam pa je možno dobiti 2 povabila, ne. To so pa kvalifikacije za olimpijske igre. Za svetovno pa ni. Edo. Omenil si, da bo z vami treniral Zoki Dragič. Kakšno stanje ga zdaj vidiš? Ja, z Okijem pa z Edotom smo zdaj v zadnjem času tudi skupaj imeli treninge, smo individualno delali kar nekajkrat tedensko. Smo dobivali, Zoran je, jaz mislim, da v dosti dobrem stanju. Zoran je v dosti dobrem stanju, res pa je, da potrebuje sigurno priti nekam v sredino, zdaj v en klub dobiti v bistvu, pa igrati 5 na 5, da dobi ta občutek nazaj igre, ker po poškodbi ni to lahko, ne. Bo že zdaj z nami na treningih, a ne, pa ga ne bomo cel trening zraven držali v igri 5 na 5, ampak bo malo not vstopil, ker želimo, da dobi tudi malo priložnosti, a ne. Vstopil bo na treningu v igro, a ne. Je pa v dobrem stanju, mislim, da je pripravljen fizično dober, tudi Edo z njim, ki trenira, sigurno lahko potrdi to in upam, da čim prej najde kakšen klub. Je to to? Tilen. Ko smo se navezali na to na olimpijske igre, kvalifikacije. Zdaj pa pričakujete v bistvu, da bo treba začeti verjetno lobirati po vse skupaj, se to ne bo kar dano. Ja, tega se sigurno zavedamo. To, da sta povabila, 2 vabila možna, to je v samo tekmovalnem sistemu, o tem govorimo. Je pa sigurno treba počakati svetovno prvenstvo, da se vidi, kako so, bom rekel, te velike države takrat odigrale. In potem bo treba začeti, kot se prav gotovil, lobirati in poskušati se narediti, da je tudi neki majhni Sloveniji, kdaj FIBA da kakšen bonus, ne. Če ni več vprašanj, bi jaz za konec sam še povedal, da za Telemachov spektakel proti Latviji so vstopnici že v predprodaji. Do 1. decembra je cena vstopnic 10 € za tribuni B in D v zelenem ringu ter 14 za tribuni A in C. Na dan tekme pa je redna cena 18 €. Prav tako je pripravljen paket 3+1 v predprodaji. Pa posebna ugodnost velja za vse člane skupnosti navijači Moj tim, ki vstopnice lahko dobijo 50% ceneje. Pa še za vas informacija, Druženje novinarjev ob zboru. Zbor reprezentance bo v ponedeljek ob 12:15 pred sedežem Košarkarske zveze in pa prvih 15 minut treninga večernega ob 6:30 v dvorani Gimnazije Brežice. Vam pošljem danes večer še to na mail, pa če se še niste, se ne pozabite akreditirati do ponedeljka. Najlepša hvala. Mene cviča, pa rago te na cviča po ponedeljku. Cviček še za solato nekaj.